včerajšnjega dne, ko smo obhajali praznik Jezusovega rojstva, pa vstopimo v realnost življenja, ki je ob svetem Štefanu. Kako je sveti Štefan pričeval za Kristusa in je to njegovo življenje tako odmaknjeno od te lepote, miline, nežnosti božičnega trenutka. Po drugi strani pa nam današnji praznik želi spregovoriti, da je Božič dejansko zelo konkretna, stvar človeka. Bog prihaja v človeka in njegovo življenje zaradi teže greha. In tako je pri svetem Štefanu teža greha močno prisotna, ker ga je spravila do mučeniške smrti. Greha, ki ga ni on nosil, ampak greha drugih ljudi. Veličina in moč svetega Štefana ni v položaju, ki ga je imel, ampak predvsem v zaupanju, v pogumu, da govori resnico. Sveti Štefan nas vabi prijaznosti, tudi takrat, kadar se nam to ne vrača. Sveti Štefan nas tudi vabi k resnici, tudi takrat, kadar ni sprejeta, saj so se ljudje zatisnili ušesa, da je ne bi slišali. Sveti Štefan nas vabi tudi k ljubezni, ki je vztrajna in se pokaže v njegovem dejanju, ko pravi: Gospod, ne prištevaj in tega greha. Kakšna drža in veličina svetega Štefana, kakšna moč v povezanosti z Bogom. Zelo lepo se mi zdi in tudi pomenljivo, da je današnji praznik svetega Štefana postavljen v praznovanje tudi naše države, domovine, dan samostojnosti in enotnosti. Že pred božičnim praznikom je imel naš ljubljanski nadškof tudi mašo za domovino. Danes, ko smo skupaj zbrani, je prav, da se s hvaležnostjo spomnimo naše domovine in tudi odločnosti ljudi, kar nekaj je med vami tudi še vedno v spominu in v dejanju, da smo in ste se odločili pred 35 leti, da hočemo svojo državo, hočemo svojo domovino. In ta odločitev je tudi volja v odgovornosti. Tako močno odzvanjajo besede našega nadškofa, ko pravi, da enotnost ni odpoved v različnosti. Ker če bi stvari hoteli poenotiti po človeško, se lahko začne izločevanje, ker nekdo ne gre več v tisto, kar jaz mislim, hočem ali celo zahtevam. Kadar se začne neko izključevanje iz družbe, se lahko začne sovraštvo, da nekoga, ki ni enak meni. To sovraštvo se je pri svetemu Štefanu zelo jasno pokazalo. Izločen je bil iz takratne družbe in ta izločitev je bila dosmrtna in so ga ubili. Ta enotnost, ki jo poudarja naš nadškof, je enotnost v različnosti in ta različnost nas vabi k sobivanju. In takrat, ko je ta različnost v sobivanju, se začne pa moč ustvarjalnosti. In prav pri tej besedi, kakšna je lahko moč ustvarjalnosti, lahko tudi začutimo, koliko je lepega, dobrega, ustvarjalnega, plemenitega v naši domovini. Koliko lepega
te stvari, pa ne bo to na področju glasbe, umetnosti, koliko tudi dosežkov na področju športa, tudi znanosti. S tem lahko rečemo, da kljub temu, da po kvadratnih kilometrih ni velika naša država, o ljudeh, kjer mi živimo, je pa velika, je pa prepoznavna. In zato tudi ljubljanski nadškof zelo močno poudarja, da domovine ni brez ljudi. Če ni ljudi, je to samo neka zemljepisna opredelitev. Domovina smo ljudje in to ljudje, ki domovino sprejemamo. To smo mi, ki domovino obdelujemo, ki jo ljubimo, skrbimo, da tukaj v domovini se ustvarja in raste in tudi razvija vse to, kar je dobro in lepo. Naj bo današnji dan praznik svetega Štefana in tudi praznik naše domovine, dan samostojnosti in enotnosti, povabilo, da bi bil vsak človek v naši domovini prinašalec upanja. Prinašalec upanja je človek takrat, kadar je postavljen v Boga, tako kot sveti Štefan, da bi vsak izmed nas lahko razvijal in želel tiste darove, ki nam jih je Bog zaupal in podaril, da bi tudi vnaprej lahko raslo v naši družbi, v naši domovini veliko lepega, plemenitega, predvsem pa, da bi v naši družbi in v naši domovini bila živa vera, navzočnost Božjega, navzočnost svetega, tam, kjer ima Bog prostor in svoje mesto. Taka družba in taka domovina obstaja. Domovina brez Boga začne umirati in lahko propade. Tam, kjer je Bog, tam pa je življenje. Vam želim lep današnji praznik.